Kako se oblizuje? Kaj je papač? Zdaj se boš še papač. Mačo. Rodice? O? A ne bo planet. Mačo. Ne gleda. To ti se ne prišel top. A dej no. Se te ne bi videl. Pauštar je, pauštar se je srošlo. Če zunanje se stradane mačke neće te hrane jest, popaviš da je slaba. Jaz nista da sam luna zbič. Ko je prikal gor vrgla. Se ono miva. Češ? Namesto da bi pojedla tisto, ko je na tleh, si je zdaj še šla iz kožuha dol lizat, bi si skoraj vrat zlamala poleg. Mam breketele. Znači, mogoče pa nisem mačna, mogoče sem še pedar. Ja. Enega zova nima, zato ima tako čudno faco. Moučka tek na razne. Ja, vem ja, tudi. Retardiran si. Kako te hočeš Butthole. primiti? Aha. Oh my god. Jo, baš nimaš enega zoba. Ima enega zova, zato pa ima tako čudno faco. Actually, to je lahko. Smells good. Kako si figar. No. Pa če ima tako miške na razne. Da ti malo bomba. Ja. Luna. Oh no. Skoči na okno. Nenkera se bo bolj posrala. Mislim, da je siva zela še ne vidi glito. Ojoj, ojoj. O ne. Luna neki pole, kak ima rep. Ne, she said no. Oh, she's back. Kje pa je zdaj? Puhek. Ej. No, Luna, jaz sem. Kaj ti je? Kam pa je šla zdaj? Just disappeared. A lepo stražiš stanovanje. O, če je bila skozi take debek. Joj. Fluffy. Pazi, bo mi našla. She's very invested in story. Prije nazaj. Kje je muca? Bi ti dobila to muco, ha? Čujem ja. Ja, ukazujem. Tam je. Lajo. Ojoj. Ojoj. No, pa ne je silit. Če kažem. No, zelo pride sem, zelo pride sem. Kako se je drla. Zdaj pa ve, kje je, le. Kako je pametna Luna. Kje je? Ja. Strajkam gold s tem, da bo skočila gor. Oh my god. Oh my god. Grda. Ko si rekla, da je grda? Čim da lahko preskoči? Ne vem, zakaj ne. Pojdi šo. Oh my god, so pa res. Malo te ubil za mobil, pa zdaj. Ne bo prišla na te. Če je lačna, bo že skočila do ograjo. Se pa te lahko na ograjo gor skočil. Luna, how do you feel about yourself today? Le kak je prestrašena. Tam imaš zdaj, spremljaj ono hrano tam. Kje? Kje je not? Ni prišla na te. Kje je to ti Mario sound? Ne. Kazuješ bos šel tja, a ti dam šuhe. Kaj se goni? Ja. Oni tu je Bajsa. tak, specially. Ja. Ja, Silvija. Silko mali. Čekaj, punčka. No, idi. Ole, kako se pusti. Poglej, če je punčka. Kaj je to? Nisem mogla videti. Ja, zdaj pa ne moraš ven. Bo. Bravo. O ne. Glej to, da ne more ven. Ne me pusti. Aha, vidiš, se znaš. Ja, tu pejt. Ja pa pizda ti, Luka. Ma se špricno. Ne pa videti ne moram. Kako se oblizuje? Pa. Is my mom feeding other children? Nima več takega repa, Luna, actually, ima. Mislim, da ne vidi. Pa pa si not. Gošo, ko se jaz hotel čez. Katito.
Oh no, she ran away. Ačo, koliko je lučka, joj, to kar retardirano zgleda. Jan je zdaj šel, jaz pa grem zdaj live na TikToku, da si naredim make-up, ker bom pol v bistvu odgovorila na par vprašanj. Lunica je še kar tam in čaka, da se vrne njena prijateljica, ampak je zdaj ni. Teda upam, da bo prišla, da boste se mečkom bolj spoznali. Ker sta full cute. Sicer se je Luna malo jezila na njo, ampak mogoče pa bo. Jaz sem si zdaj naredila make-up, zdaj pa bi rada prebrala komentarje, ampak začela bom pa z enim komentarjem, ki je bil tak res, zato ker ni primerno in ne vem, sej vem, that's just a bully, obviously, ampak te stvari reči nekomu ni najbolj odraslo obnašanje. Sploh pa ne nekomu, ki ga ne poznaš, imaš pojma o tej osebi, you know, kaj je tukaj odraslo obnašanje? Pa koliko sta vidva stara? Ti ene 26 ali koliko že, on pa 40 plus. Jaz sem stara 27, Jan je star pa 30. Pa ne moti me razlika v letih at all, razlika je 3 leta, ampak vajeno nezrelo obnašanje. Kva je to? Kot 15-16 letnika oba, WTF, ja razumem iz tvojih objav, nočeta kao biti grown up, sam tole je pa glede na leta regresija v razvoju, za psihologa ali psihiatra. In še potem naprej. Odgovorni odrasli imajo pri teh letih real job in vsaj avto, nekateri še plačujejo najemnino, ker ne morejo dobiti kredite za flat, to je sprejemljivo. Definitivno pa se odgovorni odrasli ne obnašajo tako kot, še enkrat povem, 15-letniki. Imava in real job, in avto, in plačujemo najemnino. I don't understand, kaj je tu problem. Imamo vse te stvari. Pa če ste hoče resno vprašati, kako pa se obnašajo odrasli? Pač to, da ti pišeš take komentarje, je actually regresija v letih, ker si samo jaz sem nezadovoljen s svojim življenjem in pol grem jaz hejtat neki na internet zaradi tega, ker jaz sem nezadovoljen in pol mi ta oseba ni všeč zaradi tega, ker ne vem exactly why, ti pač nismo všeč in that's fine. V redu je, da nismo vsem všeč. Odraslo razmišljanje je to, da ti, kad ti nekdo ni všeč, klikneš stran, veš narediš gumbek za zapret stran in potem pač ne gledaš, a pa ne vem, klikneš unsubscribe, če si slučajno subscriben. Nočem več videti teh videov. Ali je odraslo obnašanje to, da hate napišeš? You should think about it. Moj job je real, ker drugač ne bi živela od tega že zadnje 7 let. Prihranke imam, life imam, lahko si prvošim še kaj zraven, najemnina je plačana. What else je tukaj definicija real joba? A ja, pa tudi delovna doba mi teče. I don't know, kaj tu problem. Zakaj to kao ni real job? Še vedno je in the end to moje življenje in jaz mislim, da edini človek, ki res lahko presodi te stvari, smo midva z Janom ali pa najini starši, pa recimo moja psihoterapeutka. To so edini ljudje, ki jim bom pač zaupala glede mnenj, glede mojih partnerjev. To, da me spoštuje, da imava podobne hobije, da se podpiramo med sabo, potem pa pač pridejo še vse ostale stvari, ki jih mora kot odrasla oseba imeti. Kaj je tukaj problem? Ja, pač jaz vedno lahko rečem, sem pač nekdo, ki nas vidi samo na internetu, nas somehow pozna boljš, ker pač mi poznamo sami sebe. It's kind of crazy, pač da imaš ta občutek. Are you okay? Pa tale komentar po cirka 2 mesecih veze skup živeti, ima skupaj že dlje časa kot 2 meseca, ampak pač valjda prej je trajalo nekaj časa, da sem začela pač javno kazati. Obviously. Vlačiti tipa po Tedijih in Pepkotih, noben ga ni silo, da gre z mano v Tedija. He likes it. Pač imela smo se fajn. Ga oblačiti v neke Christmas poloverje in lučke obešati na njega. He's a cosplayer. He does that to himself. Dobesedno njegova edina največja želja za letošnji božič je, da dobi en Christmas sweater. In oba dva imava ful rada lučke. Te lučke, ki so zdaj, ki ste jih videli včeraj v vlogu, da so v spalnici, so Janove, iz njegove sobe. In jih je polno vesil gor, ker jih je imel prej že tudi v svoji sobi doma. What? Par mesecev nazaj je bilo še zlomljeno srce zaradi tistega bajska. Let's not fat shame. Pa nimam nič proti nobenemu, mi je kaj čisto ok, samo za 27-letnico je tole res malo childish. To sem hotela še povedati. Tisto razmerje sem jaz začela prebolevati actually že septembra lani. Ker sem jaz prvič šla na psihoterapije zaradi situacij, ki so se zgodile doma in sem jaz tisto razmerje prebolevala že dlje časa. Again, vsak ima nek svoj timeline, po katerem živi in po katerem pač
se mu zdi, da so stvari prav, ampak sem za vse svoje odločitve v življenju sem od takrat imela pač psihoterapevtko, s katero sem se pogovarjala o tem. Samo nisem upala iti, ker je bilo takrat to, a ne, pač jaz sem živela na svojem in zdaj pač priznam, da bom jaz šla nazaj domov, je bilo pač težje, ko pa dejansko iti stran od njega. Tako da zato smo bila še toliko časa skupaj, ampak načeloma to razmerje ni bilo več basically nič od septembra lani. O situacijah, ki so se dogajale, ne bom govorila, pač enostavno me je nekaj pušalo v to, da sem začela prebolevati. Again, vsak ima svoj timeline, ne bom jaz zdaj tukaj samo zaradi vas, zdaj bom pa 3 leta samska, zaradi tega, da bo folk na internetu vesel, kako jaz živim svoje življenje. Ne, pač če se zgodi, I'm gonna go for it in bom pač živela svoj life. Imam svoj krog ljudi, ki mi svetujejo in me podpirajo in to žal nisi ti, ker me ne poznaš v real lifeu. You're just a stranger on the internet. Glavno še zadnji komentar. Vse imaš prav, ni lepo od mene, da žalim umsko manj sposobne. Jaz sebe ne bi na tvojem mestu konsiderala kot manj sposobno, glede na to, da živim na svojem že od 22 leta in da sem zaposlena basically že celo svojo odraslo dobo. Tako da jaz bi mačkan rekonsiderala ta tvoj fakt, ker z mano ni čist nič narobe in nisem nič manj sposobna. Te hate komentarji so enostavno toliko brez veze, ker dejansko pač samo pokažejo, da ti v glavi nisi dovolj zrel, da bi kliknil stran, ampak si basically čakaš zato, da boš nekaj napisal nekomu, zato da ga boš kao probal prizadeti. Je dobesedno nekaj, kar delajo buliji v srednji šoli pa v osnovni šoli. Odrasli ljudje ne delajo tega, odrasli ljudje se brigajo za sebe in za svoj rit in pustijo drugim ljudem živeti svoje življenje, ker pač jih ne briga. Ker nisma krav skup pasla, ne poznama se, I don't even know your real name, ker verjetno ti ni ime Jernej. Ful se zahvalila vsem, ki pišete pozitivne komentarje, ful mi je všeč, ker ste se lepo odzvali na Janov vlog, ker pač je pokazal, kaj počne. Pa itak, Vanessa, tvoji komentarji mi vedno polepšajo dan, jaz jih toliko rada jih berem. Res se vidi, koliko dejansko pogledaš cel vlog do konca in mi je amazing in pač obožujem. Pa res čim prej se moramo zmeniti, da gremo na kavo, ker gadem, to se pa zdaj že čist predolgo menima. Januarja, ko bom jaz konc z vlogmasom, na kofe. A zmejen. Pa itak Teja, ker je pač vedno supportive. I love you, Teja, najboljša si. Pač ta vlog iz Usuši je tako najboljša stvar ever, ker smo se imeli toliko fajn. Toliko sem se presmejali, pač mene je treba bolel od smejanja. To je to za danes. Če imate kaj grdega za napisati o nekom, dajte malo samo refleksije narediti, zakaj imate to potrebo, da nekomu nekaj grdega napišete, oziroma da imate potrebo, da pišete kritike o življenju nekoga. To ni film, ki ga skritiziraš, pa si pol ono, ja, tole bi lahko naredili drugače, pa ono bi lahko naredili drugače, pa tole je bilo slabo. Ne, to je resnično življenje ljudi, ki jih načeloma ne poznate. To so samo lepi trenutki naših življenj, to je samo vlogmas, kjer jaz pač vlogam lepe trenutke, again, in resnih stvari tukaj v teh vlogih ni. Vse, kar je behind the scenes, ostane behind the scenes. Ne vem, zakaj bi govorila o tem. Sem pa dobila en ful dober predlog na Instagramu, da bi dejansko malo govorila tudi o financah. In imam srečo, moja mama je računovodkinja, pa na banki je delala včasih. Da bi dejansko lahko naredila en tak intervjujček z njo, bi se mogoče tudi malo o tem podučili, da bi bilo mačken resnega kontenta, zato ker pač nismo samo 15-letniki, ampak imamo dejansko odgovornosti, za katere moramo skrbeti in biti resni. Vse veš, kaj mislim. Vsi smo samo ljudje. Zdaj pa grem jaz mačkam pospraviti, pa si grem za jesti narediti, pa grem Inktober končati. Zdaj imam pa kosilo, naredila sem si mojo solatko z kumarco, pa imam gor na kruhku. Zraven pa gledam podcast, ali lahko to ostane med nama. To mi je the best. Pa Eliza me povablja, da sem bila jaz gostja in I love it. Jaz moram reči, da sem probala tako velikega kot majhnega, da mi sploh ne odgovarja. Kako zdaj podaš? Top, drugače. Ušla ti je. No, alo. Se skoraj spuku po stanovanju. Delaš drugače? Lovnica. Kaj delaš drugače? Pilam sem, ja. Ne, kaj delaš tam? Ja, barvam z majčka. Kaj ti delaš? Jaz pa montiram vlogmas. Fiks, sam to delam cele dneve. Ja, to je zdaj ta art vlogmas. Majčka monster. Ja, je še malo, malo ga lahko sikneš. A si malo ujel ta vlogmas? Malo. Da sem malo vse skupaj. Malo se nama ne da več, ga da poštru, kot ti. Jan je umrl. Jan je vmr. Vmr? Vmr?
Aha, začneš Nočete več, nočete več. Jaz pa še malo. Zgubi se na tepihu. Ja.